In sicer tukaj mi je v veselje, da lahko že napovem našega prvega predavatelja. To je Aleš Maver, prihaja z Univerze v Mariboru, kjer je izredni profesor za zgodovino srednjega veka na Filozofski fakulteti. Sicer je zelo dejaven, kot ste tisti, ki ste bili že večkrat na Grošljevem simpoziju, lahko opazili, je bil tudi tukaj že večkrat in deluje tudi kot, ne samo kot znanstvenik, ampak tudi kot publicist in podobno. Tako da bo gotovo to, kar ima povedati, zelo zanimivo. Tako da kar prepuščam besedo. Ja, hvala lepa. Rad bi se predvsem tebi, Nada, zahvalil za tvojo izredno potrpežljivost in prijaznost, da me vsako leto povabiš na Grošljev simpozij. Ponavadi se nič ne odzovem, tu in tam pa me potem slaba vest premaga in letos je bilo eno tistih let, mislim, da po 5 letih, ko si nisem mogel zadržati, da ne bi sodeloval, kajti takoj se mi je porodila misel, da bi nekaj spregovoril o otroških cesarjih, ki so zanimiva tema iz poznoantične zgodovine Rimskega imperija. Sami otroški ali mladoletni vladarji v staroveški zgodovini niso nikakršna posebnost, najdemo jih praktično v vseh staroveških kulturah, tako že v Egiptu, kjer med otroškimi vladarji ni samo Pepi II., ki je imel enega najdaljših mandatov ob koncu Starega kraljestva, nekateri so mu pripisovali celo vladanje v dolžini 96 let, čeprav je bolj verjetno, da je vladal približno 60 let. Med otroške vladarje gotovo spada, ne po lastni zaslugi, najbolj znani egiptovski faraon Tutankamon. Med njimi pa sta tudi dva faraona, ki pa štejeta med najpomembnejše in najvplivnejše, to sta Tutmozis III. In morda tudi Ramzes II. Enako najdemo med otroškimi vladarji tudi kralja kraljestva Juda, Jošija, ki je na prestol prišel pri 9 letih. In če drži danes še vedno precej razširjanja teza, da je prav on mastermind za zgodovinopisnim okvirom večine starozaveznega zgodovinopisja, potem gre pravzaprav za eno najvplivnejših osebnosti zahodne kulture. Potem najdemo otroške vladarje tudi v grškem svetu, med spartanskimi kralji, med makedonskimi vladarji, kjer je verjetno najbolj znan Aleksander IV., nesrečni sin Aleksandra III., ki kot otrok v konkurenci testosterona polnih sopotnikov svojega očeta seveda ni preživel 13. leta. Je pa rimska zgodba v tem smislu drugačna. Tukaj se otroški vladarji, otroški cesarji pojavijo pozno, kar ima več razlogov. Prvi razlog je ta, da Rimljani v času cesarstva dolgo niso sploh priznali, da živijo v monarhični ureditvi. Zelo težko je pravzaprav reči, od kdaj v tem smislu lahko govorimo o rimski monarhiji. In nekako je veljala temeljna predpostavka iz Avgustovega spisa o njegovih delih, kjer na koncu pravi, da po ugledu je sicer vse prekašal, ne pa tudi po političnih pooblastilih. Kako hitro bi seveda v ta sistem vstopil otroški vladar, bi se ta temeljna mantra podrla. Kljub temu pa nastavke dinastične oblasti spremljamo od Avgusta naprej praktično vse skozi. Večina rimskih dinastij je sicer ne samo v primerjavi
srednjeveškimi in novoveškimi evropskimi dinastijami, ampak tudi v primerjavi z nekaterimi staroveškimi dinastijami kratkotrajnih. Tako da najdlje traja kar prva od rimskih dinastij, ki jo danes imenujemo julijsko-klavdijska. In že v času te julijsko-klavdijske dinastije, za katere 100 let je sicer najbolj zaslužen kar Avgust sam, ki je vladal skoraj polovico tega obdobja, najdemo izrazito premoč dinastične misli tam, kjer se je močno pojavlja tudi v prihodnosti, in sicer med vojaki. Leta 41 po Kristusu se namreč zgodi, da nekakšnega naravnega kandidata za princepsa ni in iz Avgustove hiše ostane samo kandidat, ki je prej veljal za izrazito neprimernega, oziroma nihče ni pomislil na to, da bi lahko bil princeps, pa vendar je na koncu na pritisk vojske prestol zasedel in se kot cesar Klavdij tudi relativno dobro izkazal. Res pa je, da je bil, ko je postal cesar, je to šel v nasprotno smer kot kak otroški vladar, ker je bil star že 51 let. Morda tu samo navedem, da je njegova lastna mati, če je bil kdo zelo grd, pa je rekla, ta je pa še grši kot moj sin Klavdij. Tako da otroški vladarji tudi pozneje še dolgo ne vstopajo v rimski vladarski sistem, ki naj bi vendarle upošteval tudi sposobnosti in že vidne dosežke posameznika, ne samo njegovo družinsko povezavo. In v poznejših dinastijah še vedno ne srečamo otroških cesarjev, vsaj do Severske dinastije. Severska dinastija pa prinese seboj tudi močan vpliv vzhodnih predstav, kar najbrž na neki način olajša tudi vstop zelo mladih vladarjev. Čeprav danes ni popolnega soglasja, ali lahko mlade vladarje Severske dinastije že štejemo med otroške cesarje v ožjem pomenu te besede. Gotovo bi pa danes pomislili na to definicijo vsaj pri treh, in sicer pri Heliogabalu ali Elagabalu, ki je na prestol prišel z dobrimi 13 leti, potem pri njegovem bratrancu Aleksandru Severu, ki je bil ob nastopu vlade enako star. In pri obeh se pojavi tudi že ena značilnost vladavine otroških cesarjev iz naslednjega stoletja, to je odločilna vloga žensk iz njihove okolice pri upravljanju cesarstva. V obeh primerih sta bili to, pravzaprav v zlasti primeru Aleksandra Severa je bila to njegova mati. In mati je kasneje pri otroških cesarjih eden od poglavitnih možnih nosilcev vpliva. Tretji vladar iz 3. stoletja, pri katerem bi pomislili na definicijo, da gre za otroškega cesarja, pa je sicer že iz poznejšega kriznega obdobja vojaških cesarjev, to je pa Gordijan III., ki je morda najzanimivejši ravno zaradi tega, ker nastopi v trenutku, ko praktično iz igre kot resen dejavnik pri postavitvi rimskega vladarja začenja dokončno izpadati senat. Senat je ohranjal določeno vlogo pri vzponu posameznikov na prestol. Ravno leta 238, ko na koncu nastopi tudi Gordijan III., pa
srečamo enega zadnjih poskusov senatovega soliranja, ko proti vojaškemu cesarju Maksiminu Tračanu postavi svoja dva cesarja, ki pa se seveda ne obdržita. Celotna dinastija Gordijanov, Gordijan I, Gordijan II in Gordijan III spadajo potem še v ta senatni kontingent. Tako da se na simbolni ravni pojav otroških vladarjev in zmanjševanje vloge senata nekako sovpadeta. Seveda pravi vojaški cesarji, otroški cesarji, pa so tisti, ki se pojavijo v 4. stoletju, pri čemer je zanimivo, da je morda na neki način pod otroškim cesarjem tlakoval Dioklecijan svojo reformo cesarstva in tudi cesarske oblasti z vzpostavitvijo tetrarhije. Kar zadeva samo tetrarhijo, še danes obstajajo zelo različna mnenja o tem, ali je hotel Dioklecijan na ta način dejansko ukiniti nasledstveni in dinastični princip iz rimskega sistema, kar nekateri zagovarjajo, ali pa je tako kot njegovi predhodniki se začasno odpovedal dinastičnemu načelu izključno iz istega razloga kot njegovi predhodniki, ta razlog pa je bil, da ni imel lastnega moškega potomca. In hkrati nekateri sodobni raziskovalci seveda opozarjajo, da je vgradil v sam sistem že prve tetrarhije veliko elementov, ki ravno tako gradijo na sorodstvenih povezavah. S sistemom vzpostavitve tetrarhije pa je morda postal zgled za uspešnega zmagovalca krize po tetrarhiji Konstantina Velikega, ki je Dioklecijanovo umetno tetrarhično dinastijo zamenjal samo svojo lastno naravno tetrarhijo ali pa sorodstveno tetrarhijo, ko je predvidel, da bi mu sledili 4 nasledniki, od katerih je potem eden takoj izpadel iz igre. In ravno v Konstantinovem času potem srečamo pojave, ko skuša vladar zagotoviti nadaljevanje oblasti svoje družine s tem, da postavi na prestol že mlade sorodnike oziroma svoje mlade sinove, ki pa za razliko od stanja pol stoletja pozneje nosijo še nižji vladarski naslov iz času tetrarhije, to je naslov Cezarja, in v resnici za časa Konstantinovega življenja še ne pridobijo odločilnega vpliva na upravljanje rimske državne tvorbe. Prav tako svojega sina za Cezarja postavi tudi Konstantinov sovladar Licinij. Potem seveda ti trije nekdanji Cezarji po Konstantinovi smrti, po daljšem skoraj 4-mesečnem premoru zasedajo prestol kot Avgusti, sicer potem kar naprej potekajo tudi spori med njimi, in v okvir dogodkov po Konstantinovi smrti pade tudi en dogodek, o katerem sicer poroča pozni zgodovinar Zosim, vendar zna biti avtentičen, da namreč vojaki niso pripravljeni sprejeti kot vladarja nikogar, ki ne bi bil Konstantinov sin, s čimer po eni od razlag sicer Konstanci II. Tudi utemeljuje pokol, ki ga je vojska kasneje izvedla nad drugimi preživelimi Konstantinovimi sorodniki. Vsekakor pa ta vojaški poseg
v vprašanje nasledstva tlakuje pot dogajanju v naslednjih desetletjih, ko pa leta 367 pride do razglasitve prvega otroka neposredno za Avgusta. In to je sin cesarja Valentinijana I. Gratijan, ki ga oče prvič zaradi tega, ker je bil predtem na smrt bolan in je grozilo, da bo umrl brez da bi bilo vprašanje nasledstva rešeno. Drugič pa verjetno zaradi tega, ker je malo predtem se moral za prestol bati njegov brat Valent, torej leta 367 svojega 8-letnega sina postavi prvič neposredno za Avgusta, se pravi ne za podcesarja ali nižjega cesarja Cezarja, ampak neposredno za Avgusta. In ta fenomen potem traja do konca ne samo Valentinijanove, ampak tudi Teodozijeve dinastije, pri čemer, glede na to, da se mi čas že izteka, bi kot prototip otroškega cesarja izpostavil mlajšega Valentinijanovega sina, to je Valentinijan II., ki je pravzaprav združil vse tisto, kar je bilo za sodobnike že s konceptom otroškega cesarja narobe. Postal je Avgust pri 4 letih, tukaj motiv za njegov dvig na prestol ni bil ravnanje njegovega sorodnika, ki sta bila na prestolu Gratijan in Valent, sta temu pravzaprav nasprotovala. Postavila ga je v resnici vojska, da bi se rešila Gratijanovega neposrednega nadzora, in potem so si pravzaprav tega Valentinijana II. Vse njegovo kratko 21 let trajajoče življenje podajali različni vplivneži, pretežno vojaški poveljniki. Veliko vlogo je večino njegovega življenja igrala tudi mati Justina, ki je najbolj znana zaradi svojih petelinjih bojev z mediolanskim škofom Ambrozijem, in nazadnje njegov uspešnejši sovladar Teodozij I., ki mu je kot nekakšnega nadzornika na koncu določil vojaškega mojstra Arbogasta. Ta Arbogast pa je preprečeval, da bi Valentinijan II. Tudi, ko je počasi prehajal iz pubertete že v 20. leta, tudi kakorkoli sam vplival na dogajanje v rimskem cesarstvu oziroma vsaj v svojem delu rimskega cesarstva, kar je na koncu verjetno privedlo do tega, da se je mladi 21-letni Valentinijan II., ki si je pravkar, da bi nekoliko izboljšal svoj rejting, odločil tudi, da bo prejel krst, vendar škof Ambrozij nikoli ga ni mogel krstiti, ker je predtem storil samomor po vsej verjetnosti, čeprav obstajajo tudi druge razlage, da ga je ob življenje spravil neposredno Arbogast, vendar si je povsem jasno mogoče predstavljati, da je Valentinijan II. Iz obupa nad svojo dejansko vladarsko nemočjo enostavno naredil samomor. Eden od razlogov, zakaj imajo otroški cesarji v rimskem izročilu negativno konotacijo, ki je recimo zelo razvidna iz opisa tega pojava, ki ga najdemo iz panegirika, ki ga najdemo v panegiriku, ki ga je znani Pakat govoril Teodoziju in kjer poudarja to torej odtujenost
otroškega cesarja, od sveta, njegovo zaprtost je kot nekakšna zaprt, kot da bi čuval nekakšno skrivnost vestalke in dejansko nima nobenega pregleda nad dogajanjem v svojem cesarstvu. Enako pa je to verjetno kot refleks prešlo tudi v cesarsko zgodovino oziroma spis Historia Augusta, ki je nastal najbrž ob koncu 4. stoletja po Kristusu in je potem ta fenomen prenesel na cesarje 3. stoletja in utemeljuje izbiro ostarelega vojaškega cesarja Tacita s tem, da seveda ne bomo imenovali za očeta domovine nezrelega otroka, ki ga bo mogoče za imenovanje konzula navdušiti s tem, da mu boš dal kako sladkarijo ali igračo. Razlog za ta negativni prizvok otroškega cesarja je ta, da vsi otroški cesarji iz Teodozijeve in že prej Valentinijanove dinastije, kljub temu, da so nekateri dočakali, še ni bil posebej star, ampak Teodozij II. Je dočakal vsaj 49 let, recimo, je bil, da nobeden od teh cesarjev ni razvil samostojnega vladarskega profila, niti v poznejših letih. Se je pa po drugi strani ta trend postavljanja otrok močno ukrepil in ravno Teodozij II. Je postal Avgust že pri starosti manj kot 1 leta, kar je bil sicer rekord vse do leta 840, ko je Mihael III. Pijanec postal sovladar svojega očeta že pri 2 mesecih. Vendar, kot rečeno, se kljub temu ta koncept nikoli ni povsem udomačil in se ga tudi v kasnejših obdobjih drži neka negativna nalepka, kar recimo potem v evropskem srednjem veku je vendarle prevladalo načelo, da gorje tisti monarhiji, ki bi bila odvisna od tega, da ji vlada sposoben monarh. Se pravi, monarhija mora delovati ne glede na to, ali je cesar sposoben ali kralj sposoben vladati ali ne. In končno, da zaključim, iz evropskega srednjega veka imamo mogoče tudi najbolj grotesken primer otroškega vladarja, to je sin Ludvika X. Prepirljivca iz 14. stoletja, ki ni bil rojen še ob času smrti svojega očeta, zato so čakali na njegovo rojstvo. Oče je umrl pozno spomladi, on se je rodil 15. novembra 1316, postal takoj ob rojstvu kralj Janez I. in vladal cele 4 dni do svoje smrti 19. novembra 1316. Vendar pa je vpisan vse sezname francoskih kraljev kot čisto običajen kralj in ko je Filipa VI. Nasledil sin z imenom Jean oziroma Janez, je samoumevno dobil številko Janez II. Hvala lepa, malo sem si vzel več časa, sem pač računal, da smo prej začeli. Ja, hvala lepa.